Dnevni program fanfare je obsegal 6 predavanj, skozi katera so navzoči spoznavali načine dela na področju medijev, trženja, odnosov z javnostmi in utrjevanja blagovne znamke. Celotna predavanja pa so se zaključila z okroglo mizo, na kateri so znani strokovnjaki Peter Curk, Simobil, Zoran Savin, Sonce.net, Gregor Fras, Blogorola.com in Rok Hrastnik, Studio Moderna, razpravljali o prihodnosti marketinga in vprašanju, bomo dihali digitalno. Tekom predavanj smo lahko opazili določena nestrinjanja tudi med predavatelji, saj sta si v pogledih na marketing nasprotovala magistra Marjeta Tič-Vesel iz agencije Pristop in Goran Živec, PO šampionka. Medtem ko je prva zagovarjala klasičen šolski pristop k marketingu, pa je slednji postregel s podatki načina marketinškega delovanja večine naših podjetij na področju produktov širokega dosega, kjer se za samo promocijo in marketing namenja premalo denarja in prav to je po njegovih besedah razlog, da naša podjetja zaostajajo za tujimi korporacijami. Zadonela je torej prva fanfara, kako ste zadovoljni? Zaenkrat kar poteka zelo v redu, glede na težke priprave, ki smo jih dali čez, glede na to, da je prva in tako naprej, smo izredno zadovoljni. No? Se vam zdi to vrsten seminar recimo kot eno dopolnilo tega, kar študenti izvedo na faksu, ali ena alternativa temu, kar se tam učijo recimo? Jaz mislim, da je to predvsem način, da vidijo vso to teorijo, ki se jo naučijo na faksu, za katero mislim, da jo še vedno preveč poudarjajo. Jaz mislim, da je to bolj dopolnilo, da to povežejo samo prakso, da vidijo dejansko, kako neki izrazi, ki so jih vedno slišali, pridajo v prakso in kaj se s tem naredi. Ne? Kje ste organizatorji recimo iskali teme, ki se vam zdijo recimo iz smeri oglaševanja marketinga najbolj pereče? Kje najbolj žuli študente, na katerih temah? Nekako mi smo bili toliko velika skupina, da smo se vzeli tudi kot vzorec in smo se na podlagi tega, kaj nas zanima, odločili. Nismo vzemali tem, ki bi zanimale samo enega člana naše skupine, ampak nekaj več, zato ker smo sklepali tudi ostale, tudi vsi se pogovarjamo, vsi so šolci, vsi smo že višji letniki, to so manjše skupine in se dejansko ven vidi. Druga zadeva je pa bila, da nekako tiste predavatelje, ki poznamo, za katere vemo, da imajo kaj zanimivega, kaj novega zapovedati, se nam zdeli primerni za našo fanfaro. Nekaj tovrstnih festivalov je že, recimo Sample, potem je SOF. Zakaj bi nekdo izbral fanfaro? Jaz mislim, da predvsem zato, ker je delana iz strani študentov. Ker definitivno v prvi vrsti študenti najbolj vemo, kaj študenti rabijo, dokaj verjetno, ne? In zato, ker je striktno študentska marketinška konferenca in ne namenjena širši publiki. Lahko pričakujemo še fanfaro številka 2, 20 in 100? Mi računamo tam do 20 ziher, pa bomo videli, kako se bo ekipa obdržala. Ne? Fanfaro lahko v celoti ocenimo kot zgledno organizirano konferenco, ki bo z razvojem brez dvoma pridobila na veljavi, saj je že letos z udeležbo 170 študentov razbila mit o študentski apatiji do tovrstne.